Spoštovane kolegice, dragi kolegi, pričenjam z 17. sejo odbora za zunanjo politiko. Obveščam vas, da so zadržani oziroma da se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani. Opravičil se je dr. Matej T. Vatovec, opravičil se je gospod Zmago Jelinčič Plameniti in gospod Ferenc Horvat. Imam pa nekaj pooblastil, in sicer gospod Blaž Pavlin nadomešča gospoda Jožefa Horvata, gospoda Aljaža Kovačiča nadomešča gospa Jerca Korče in namesto Lidije Divjak Mirnik je z nami gospod Brane Golubovič. Torej vse še enkrat prisotne lepo pozdravljam. 26.2.2019 smo prejeli tudi opravičilo udeležbe s strani predstavnikov kabineta predsednika vlade. Pozdravljam vse prisotne, prvega med njimi, spoštovanega ministra za zunanjo politiko, dr. Miroslava Cerarja. Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. V primeru, oziroma naj vas najprej obvestim, da ste 19.2. prejeli predlog za širitev dnevnega reda s točko 1a z naslovom Informacija o stališču Republike Slovenije do razmer v Bolivijski republiki Venezueli. Bolivarski republiki Venezueli. Ker pa je odbor za zunanjo politiko 21.2., torej 2 dni kasneje, prejel zahtevo poslanske skupine Levica za sklic nujne seje odbora s točko dnevnega reda sprememba stališča Republike Slovenije glede intervencionizma v Bolivarski republiki Venezueli in glede na vsebinsko povezanost ocenjujem, da je predlog za širitev 17. seje s prvo A točko brezpredmeten. Potem takem moj predlog umikam, torej da se točki ne bi podvajale, prišlo do dogovora, da bomo najverjetneje to sejo izpeljali 12. marca ob 14. uri in o tem boste tudi še naknadno obveščeni. Danes, 27. februarja 2019, pa ste prejeli še obvestilo o razširiti dnevnega reda s točko 7a. To je dopolnjen predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019, juni 2020. Pri tej točki se bo odbor samo opredelil do amandmaja poslanske skupine k dopolnjenem predlogu deklaracije. Razširitev dnevnega reda je določena na podlagi 154d člena Poslovnika Državnega zbora. Tako je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem in s širitvijo. Torej, kolegice, kolegi, prehajamo na prvo točko dnevnega reda, na vprašanje pobude članov odbora za zunanjo politiko, ministru za zunanje zadeve, dr. Miroslavu Cerarju. In kot prvi se je prijavil dr. Milan Brglez. Izvolite, dr. Brglez, imate besedo. Najlepša hvala. Jaz imam dve vprašanji za gospoda zunanjega ministra. Prvo, iz poročila za javnost po 13. redni seji vlade Republike Slovenije, ki je potekala 20. decembra lani, izhaja, da je vlada sprejela pravno neobvezujočo delovno definicijo antisemitizma Mednarodne zveze za spomin na holokaust. Ta definicija je bistveno širša od definicije antisemitizma, kakor jo lahko izpeljemo iz Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Strokovnjaki z področja mednarodnega prava in predstavniki civilne družbe še posebej opozarjajo, da je omenjena definicija tako pomensko odprta in dvoumna, da dopušča enačenje politične kritike države Izrael z antisemitizmom. Na ta način definicija ne prispeva k svobodi izražanja, hkrati pa tudi ne k samemu boju proti antisemitizmu. Ministra za zunanje zadeve prosim za komentar ter za ozadje odločitve za sprejetje te definicije, posebej zato, ker je recimo ne sprejema niti Agencija Evropske unije za temeljne pravice. To je prvo vprašanje. Drugo je pa naslednje. Neposredne, zelo otipljive prednosti članstva v Evropski uniji se kažejo tudi na področju konzularne zaščite. Ob tem, da ima Slovenija omejeno število svojih predstavništev po svetu, je izrednega pomena dejstvo, da se naši državljani v tretjih državah, kjer Slovenija nima svojega veleposlaništva ali konzulata, obrnejo na predstavništvo katerekoli članice. Evidenten primer za to so recimo afriške države. Nepisano pravilo ali v primeru izdaje vizumov celo napotek Ministrstva za zunanje zadeve je, da se slovenski oziroma tuji državljani obrnejo na konkretno veleposlaništvo.
Glede na povratne informacije, ki jih dobivamo od ljudi, me zanima, po katerih kriterijih je opravljena izbira predstavništev, s katerimi poteka tesnejše sodelovanje v konzularnih zadevah v tretjih državah in ali ministrstvo zbira informacije o izkušnjah državljanov v teh postopkih. Hvala. Naslednji dobi besedo magister Branko Grims. Izvolite. Hvala za besedo. Zadeva, ki jo bom predstavil, je nekoliko nenavadna, ampak glede na vlado, kakršno imamo. Od zamejskih Slovencev iz Italije sem dobil informacijo, da projekt, s katerim se je želelo zaščititi na obmejnem, se pravi kot čezmejno sodelovanje, območju enkratno krajino in pa arhitekturo Brd, s tem, da bi postala del UNESCO-ve kulturne dediščine, je obstal. Namreč od leta 2017, ko se je ta projekt začel, ki mu je tudi takratni zunanji minister, gospod Erjavec, obljubil vso podporo, je potreboval mende soglasje slovenske vlade po teh podatkih, zato da bi lahko dokončno vlogo tudi vložil v roku, ki je predviden s pravili. Ti roki se iztečejo danes. Oni trdijo, da od slovenske vlade niso dobili ne soglasja, ne ničesar in zaradi tega naj bi ta projekt vpisa, se pravi dela slovenskih Brd in pa italijanske strani klavrno propadel. Želel bi komentar in obrazložitev, kako je kaj takega mogoče. Gre pa tukaj na tej skici se vidi za to območje od Soče, pa potem na italijanski strani, skratka celoten del Brd, tisti, ki je resnično nekaj posebnega, tako z vidika naravne dediščine, kot tudi seveda z vidika pač arhitekture in pa zgodovine. Hvala lepa, kolegice, kolegi. Nimam prijavljenih. Želi še kdo mogoče postaviti v tem krogu vprašanje gospodu ministru? Vkolikor ne, potem spoštovani minister, dajem besedo vam. Izvolite. Hvala lepa. Najprej naj odgovorim na vprašanje dr. Brgleza. Torej, tudi sam sem seveda seznanjen s tem, da je bila sprejeta tudi z naše strani odločitev, da se pri pravni definiciji antisemitizma podpre tista, ki je bila omenjena, torej nekoliko širša, za katero pa torej dr. Brglez pravite, da je preveč pomensko odprta oziroma naj ne bi prispevala k samemu boju zoper antisemitizem v zadostni meri. Zdaj tukaj moram priznati, da gre za tako zelo specifično strokovno vprašanje, da bom seveda moral tudi sam zahtevati pisno pojasnilo, kjer bodo specifični argumenti navedeni, zakaj je bila ta definicija sa strani stroke, ki je seveda vodila ta proces za strani MZZ-ja priporočena in na to tudi na koncu sprejeta, kajti gre za tako zelo ozko strokovno področje, kjer ne bi želel tu improvizirati, tako da bomo podali pisno pojasnilo. Dejstvo pa je, da seveda Slovenija, in tukaj so sodelovali strokovnjaki, vztraja in bo vztrajala na tej svoji politiki, torej v boju zoper antisemitizem. Tukaj je naša pozicija zelo jasna in ne glede na to, da se lahko strokovnjaki ne razumejo vsem v celoti ali pa nimajo enotnega mnenja o posameznih definicijah, je dejstvo, da to prav v ničemer ne bo spremenilo naših političnih in drugih izhodišč in dejanj, kar je pa tukaj najbolj pomembno. Bom pa tudi sam se takoj zavzel, da dobite pisna pojasnila, ker seveda tukaj je treba strokovno zadeve le nekoliko obširneje pojasniti. Kar zadeva konzularno zaščito naših državljanov v tretjih državah, kjer nimamo lastnih DKP-jev, se pravi diplomatskih in predvsem ne konzularnih predstavništev, pa poteka ta zaščita, kot ste sami dejali, preko tujih veleposlaništev. Naj povem to, da nas vodi pri
tem sodelovanju z, bi rekel, veleposlaništvi strani članic Evropske unije in tudi sicer eno samo načelo. Zagotoviti našim državljanom v tujini čim bolj kakovostno in seveda tudi čim hitrejše in dobro konzularno zaščito. Zato seveda jasno, da ne gre samo za to, da izbiramo tukaj kot partnerje predstavništva naših prijateljic držav iz Evropske unije, ampak gre tudi za to, da se trudimo, da to sodelovanje poteka tako, da je pač našim državljanom preko teh veleposlaništv zagotovljeno tudi ob našem sodelovanju, kjer je to mogoče, da dobijo te svoje storitve, ki jih potrebujejo čim hitreje in čim bolje. Zdaj seveda kriteriji so glavni torej treba je, da je konzularna zaščita hitra, učinkovita, da gre vse v korist torej in favorom varstva naših državljanov. Seveda pa je zadeva včasih zahtevna, kajti če nimaš svojega diplomatsko-konzularnega predstavništva v neki državi, vemo, da Slovenija zaradi omejenih zmožnosti prav v vseh državah sveta seveda ne more in ne bo imela verjetno še dolgo ne svojih predstavnikov, torej diplomatsko-konzularnih. Je zato tako pomembno, da smo članica Evropske unije in to kredibilna članica z dobrimi odnosi z državami članicami, ki nam potem tukaj dejansko pomagajo. Zdaj seveda moram tudi povedati, da zbiramo na ministrstvu odzive državljanov, ki izražajo določene pripombe ali pobude. To je zelo pomembno, zato to vašo pobudo štejem, ta vprašanje štejem za koristno. Tudi v tej smeri, kajti stalno moramo biti pripravljeni in izvajati izboljšave. In te izboljšave izvajamo, čim dobimo neke relevantne informacije od naših državljanih, ki bodi se niso zadovoljni s kakšno od storitev ali pa imajo kakšne druge pripombe. Tako da lahko zagotovim, da ministrstvo te zadeve zbira, tudi če bo kakšna prišla od kje drugot, recimo iz državnega zbora, kakšna pobuda za izboljšanje stanja, jo bomo nemudoma obravnavali, da bomo recimo zadeve izboljšali. Tako recimo lahko povem en primer, recimo v državi Senegal smo ugotovili, da avstrijsko veleposlaništvo ni bilo dovolj oziroma na pravi način aktivno za naše državljane tam in smo prenesli, bi rekel, to pooblastilo z avstrijskega veleposlaništva na francosko, ker imamo tam zagotovljeno boljšo sodelovanje. Tako da žal tudi znotraj članice Evropske unije včasih zadeve ne potekajo celoti optimalno, zato se trudimo sproti spremljati stanje in ga izboljševati in tu zagotavljam, da bomo s tem nadaljevali. Kar zadeva vprašanje gospoda Grimsa, tudi zelo pomembna zadeva, se strinjam, ta kandidatura, ki ste jo omenili za zaščito znotraj UNESCO, ni bila pripravljena v skladu s kriteriji UNESCO. V tej fazi ni bila tako dobro pripravljena, da bi šla lahko skozi vladno proceduro, ampak seveda zadrega ni nastala na naši strani, ampak na strani sosedov. In zato seveda je zadeva pač v situaciji, v stanju, kakršen je. Ne. Tako da naj omenim še to, ne, da tukaj pristojno ministrstvo ni po vsebini ministrstvo za zunanje zadeve, ampak ministrstvo za kulturo. Tako da vprašanje boste morali nasloviti posebej še na to ministrstvo. Vsekakor pa menim, da je prav, da si Slovenija prizadeva za zaščito Brd, za zaščito te kulturne krajine in seveda, da naredimo vse, da tudi na ta način s takimi skupnimi, bi rekel, akcijami oziroma iniciativami, pobudami krepimo sodelovanje s sosednjo državo, pa tudi malo obmejno in siceršno sodelovanje med občinami obeh držav. Tako da obžalujem, da pobuda ni bila korektno pripravljena na drugi strani, kot sem obveščen o tem, si pa želim, da bi Ministrstvo za kulturo uspelo kljub temu najti pot, da pride do realizacije takšne
pobude, ki je dejansko po mojem zelo koristna in edina prava stvar, če jo uspemo seveda plasirati in dobiti za njo podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Imam dve dopolnilni vprašanji, in sicer iz strani obeh že omenjenih. Torej najprej dobi besedo dr. Milan Brglez, za njim pa magister Branko Grims. Izvolite, dr. Brglez. Ja, najlepša hvala. Razumem, da bo pripravljeno pisna komunikacija, v bistvu natančnejša o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo in zakaj se je zgodilo. Je pa mogoče bilo iz samega zastavitve vprašanja, mogoče tudi ostalim članom odbora, širši javnosti, mogoče malo nejasno, zakaj to sprašujem. Gre za to, da se znotraj boja proti rasizmu oziroma rasni diskriminaciji z razširjeno definicijo enega, torej antisemitizma, spostavlja hierarhija. To pa ne gre. To pa nekako ne gre. To je en del zgodbe, ki je zelo, zelo pomemben. Drugi del zgodbe je seveda pa konsistentnost naših stališč. Namreč, če je vključena kritika države Izraela kot antisemitizem, potem izgubimo eno karto, na katero smo lahko konstantno igrali. Mi nismo antisemitska država, nikoli nas tudi Izrael ni kot takšnega razumel, neodvisno od tega, kakšno je naše stališče v tem bližnjevzhodnem konfliktu do po eni strani Palestine, de facto priznanja in na drugi strani v bistvu države Izrael. In gre v bistvu za te zadeve. Ker potem po taki definiciji so izključene stvari, kot je recimo, da lahko celo rečeš, da recimo do Gaze izvaja Izrael politiko, ki je zelo podobna, če ni žele ali pa ne meji na apartheid. Ker dejansko to vidimo. Vsaka mednarodno pravna kritika, ki izhaja iz tega, je prav tako lahko izključena. In tem je pravzaprav problem. Recimo zadnja takšna zadeva, ki se jo spomnimo iz lanskega leta, je razglasitev države zgolj za judovsko, kjer vemo, da to ne prispeva k reševanju samega konflikta in vemo, da tam živijo tudi nejudovski prebivalci. Tako da vse te zadeve na nek tak čuden način postavljajo to stvar. Je pa to del širše kampanje, v bistvu spreminjanja pojmovanja v mednarodni skupnosti, na katero bi pač bilo potrebno biti do določene mere pazljiv. Na vso srečo ti ni pravno zavezujoča, ampak marsikje je to privedlo do tega, da se je dejansko kritiko, ki je bila legitimna, utišalo z argumentom, ki je bil pač zunanje političen. Zgolj to pojasnjujem zaradi tega, ker je vse te aspekte treba nekako v odgovoru po možnosti nasloviti, kaj zdaj s temi stvarmi. Torej, dopolnjujem ga zaradi tega, da bo komunikacija potem, ko bo pisna, celovitejša. Hvala. Magister Branko Grims, izvolite. S projektom zaščite Brd oziroma prenosa tega okolja v UNESCO-vo kulturno dediščino sem se seznanil dobri 2 leti nazaj, ko sem bil na obisku v Italiji pri zamejskih Slovencih. Tam je bilo zelo veliko navdušenja nad tem projektom. Prvič so to tradicionalno slovenska območja, tudi na italijanski strani. Drugič so tukaj videli priložnost za razvoj turizma, za pač večjo poznanost, prepoznavnost v svetu. In tretjič tudi za krepitev sodelovanja z matično domovino Slovenijo. Zdaj prvotna vloga, tako kot ste povedali, dejansko ni bila povsem skladna s pravili, ki tukaj veljajo, zato so pripravili dopolnitev. In o tem sem govoril. Potem so to dopolnitev menda poslali slovenski vladi, vendar danes, ko se izteče rok za to vlogo, do današnjega dne menda ni bilo odgovora. Jaz razumem, da je vlada imela veliko prioritet, enkrat, maketo drugega tira, drugič notranje obračunavanje Šarca s koalicijskimi partnerji, ki smo mu priče, ampak ena taka zadeva, kot je zaščita oziroma prenos Brd v UNESCO-vo dediščino z vsemi možnostmi, ki jih to odpira in jih daje temu področju, in Slovencem, ki tam živijo, bi zagotovo zaslužil vsaj en ustrezen odgovor in to v roku, ki je bil dan. Bom pa postavil tudi pisno vprašanje vladi na to temo. Hvala lepa, kolegice, kolegi. Želi še kdo postaviti vprašanje?
Vkolikor ne, si bom dovolil jaz, spoštovani minister, zelo na kratko. Aktualna tema, odnosi z Republiko Italijo. Sami ste se srečal z kolegom in sicer ministrom za zunanje zadeve Italijanske republike. Zdaj je čas za diplomacijo, čas je za to, da se ponovno začnejo graditi odnosi takšni, kakršni so bili pred 14 dnevi. Je sicer moje osebno mnenje je, da so ti zelo dobri v veliki meri, v veliki večini, predvsem, ko govorim o odnosu slovenske in italijanske politike, seveda kljub temu se nismo mogli izogniti določenim ekscesom, ampak bolj kot v samem Rimu se je o tem govorilo v Bruslu. Zanima pa me, kakšne ukrepe oziroma aktivnosti bo v zvezi s tem vprašanjem, torej odnosov med Republiko Italijo in Slovenijo, vodilo Ministrstvo za zunanje zadeve. Tukaj predvsem namigujem na ozaveščanje prebivalcev Republike Italije o dogodkih iz polpretekle zgodovine. Ne želim pogrevati polpretekle zgodovine, ampak moram pa opozoriti, da so pred dnevi oziroma tedni bile izrečene besede, ki sodijo v polpreteklo zgodovino in katerih se moramo zoperstaviti. Spoštovani minister, izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Najprej, če se vrnem k dr. Brglezu, k njegovemu vprašanju, ki ga je podkrepil z nekimi argumenti, bi tudi jaz dodal nekaj za ta prvi preliminarni odgovor, seveda pa, kot sem rekel, bomo podali podrobnejšo obrazložitev, ker je le to tako strokovna materija, da bo to bolje. Naj rečem, da je šlo tukaj, tako kot ste sami ugotovili, gospod Brglez, za pravzaprav neko definicijo na mednarodni ravni, ki ni pravno zavezujoča in seveda tudi ni in ne bo postala nek del našega pravnega reda. Tako da definitivno Slovenija v ničemer ne spreminja svoje politike v smislu boja zoper antisemitizem, nasprotno, na tej poti bomo ostali naprej. Naj tudi povem, da Izrael tej definiciji, kajti šlo je pač še za eno manifestacijo boja proti antisemitizmu, ni nasprotoval, nekateri me celo opozarjajo, da je celo pozdravil, da se je še na neki drugi ravni vzpostavil nek forum, kjer se pač antisemitizem obsoja. Dejstvo pa je, da seveda z vidika same definicije pa so jasno prisotna različna strokovna stališča, kot rečeno, nekateri strokovnjaki so to še kako zagovarjali, drugi pravijo, tako kot vi sami, da je definicija lahko vprašljiva, problematična. Zato bom tudi sam o prvi priliki, ko bom razpravljal s strokovnjaki o raznih podobnih vprašanjih, v okviru MZZ-ja, kamor vabimo tudi zunanje strokovnjake na številne posvete, tako v okviru strateškega sveta, kot tudi drugih forumov, se bom še posebej posvetoval v tej smeri, da bomo prišli do popolnoma jasnih ugotovitev, na kakšnem stališču bomo končno torej glede pravnih in podobnih strokovnih pogledov. Poudarjam pa, slovenska politika tukaj je jasna, nedvoumna, in jaz mislim, gre v pravo smer. Gospodu Grimsu bi odgovoril, ja, se strinjam z vami, gospod Grims, zadeva zasluži skrb in pozornost in tudi sam čutim nelagodje, da nam letos očitno ne bo uspelo realizirati skupaj z Italijo te pobude, ki smo jo podali. Naj opozorim, da s tem seveda ni vse izgubljeno. Ministrstvo za kulturo bo imelo priložnost že v tem letu, da s italijansko stranjo skupaj pripravi nov predlog, kajti seveda tudi v začetku prihodnega leta bo možno vložiti isto ali enako ali podobno pobudo v isti smeri, tako da pač tu zgubljamo nekaj časa, ampak jaz mislim, da za končni cilj je najbolj pomembno to, da obe strani, tako italijanska kot naša, pripravita kakovostno pobudo, kakovostno gradivo. Očitno tega do zdaj ni bilo možno še pripraviti, ker nisem pristojen za to vsebinsko materijo. Predlagam, da res to vprašanje obravnavate v okviru pogovora z ministrom za kulturo ali predstavnikov tega ministrstva, ki so za to najbolj pristojni. Je pa dejstvo, da bomo letos obravnavali prav to temo tudi na zasedanju skupnega odbora Slovenija, Furlanija, Julijska krajina. Namreč, kot veste, ta odbor se sestaja
praviloma vsako leto in tukaj pa MZZ ima možnost, da seveda zadeve spodbuja in tukaj pa bom kot minister spodbudil, da bo to zagotovo in tukaj sem hvaležen za to opozorilo, ena od točk obravnave, kako bi torej lahko v prihodnje Italija in Slovenija to pobudo oblikovali tako, da bo uspešna. Hvala lepa. Oprostite, še gospod predsednik Nemec, vam nisem odgovoril. Vprašanje je bilo, kako v prihodnje pravzaprav zaveščati ljudi na obeh straneh meje, verjetno nas zanima predvsem italijanska stran, kajti tam opažamo, da je prišlo do nekih reakcij, ki niso dobre. Jaz tudi menim, da smo s tem, ko se je gospod Tajani v odgovoru na moje pismo javno opravičil, ne samo meni, ampak to, kar je najbolj pomembno, vsem Slovenkam in Slovencem za svojo izjavo, pojasnil, da seveda ni imel v izjavi namena izražati nobenih ozemeljskih ali drugačnih nedopustnih tendenc in je na to tudi povedal, da si bo še naprej prizadeval za evropske vrednote, demokratične vrednote in vse tisto, kar nas Evropo pravzaprav v pozitivnem povezuje. S tem mislim, da smo na tej ravni zgodbo zaključili. Seveda to ne pomeni, da je zgodba zaključena kot takšna. Še se bodo morda kdaj pojavljale podobne izjave, na njih bo treba reagirati in predvsem, ko ste sami rekli, treba bo ozaveščati vse ljudi na obeh stranih meje o tem, da naša polpretekla zgodovina, še posebej ta njen najbolj tragičen del, ki smo ga doživeli v Sloveniji v obliki agresivnega fašizma, ki je zatiral naše ljudi najbolj sedaj in najdlje na Primorskem, sedaj pa segal tudi do Ljubljane in drugih delov Slovenije v času okupacije, da je ta prinesel veliko zla, tako kot se je seveda v vojnem času ali pa v povojnem času v celi Evropi dogajalo veliko negativnega. In mislim, da je prav, in to sem tudi storil, da italijansko stran na formalni, torej na institucionalni ravni, vedno znova opozarjamo na poročilo, ki ga je pripravila skupna kulturno-zgodovinska komisija, sestavljena iz italijanskih in naših, torej slovenskih strokovnjakov. To poročilo sem tudi poslal kot prilogo gospodu Tajaniju. Na to poročilo sem tudi v posebnem pogovoru, ki sem ga imel z italijanskim zunanjim ministrom, pozoril prav tega ministra, kajti z njim sva opravila, kot sem obljubil, da bom to storil v Bruslju, razgovor na to temo. Tudi on mi je zagotovil, da seveda Italija želi biti evropska država, proevropska država, zagovarjati demokracijo, vladavino prava in se ne vračati v zgodovino, da nima nobenih ozemeljskih teženj do Slovenije in tako naprej. Skratka, želi si prijateljskih odnosov s Slovenijo. Torej, vse te reakcije kažejo, da želi italijanska oblast vsaj pretežno nek konstruktiven odnos, nenazadnje tudi predsednik države Mattarella v svojem govoru imel glavne poudarke prav v tej smeri. Se pa moramo zavedati, da tu ne smemo biti naivni. Na italijanski strani obstajajo skupine, tako politične kot tudi izven politike, torej, ki delujejo v takšnih negativnih smereh. Nenazadnje ta organizacija Casa Pound in tisto lepljenje plakatov, to je bil zadnji incident, ki smo ga doživeli, pa razne manifestacije te organizacije in še koga kažejo, da moramo podpirati slehernega Slovenca, našo manjšino, torej našo skupnost v Italiji, pa tudi vse zavedne Slovence doma in po svetu, da se pač temu upirajo in da skušajo že sami kot manjšina, recimo v Italiji, kot skupnost v Italiji, pa tudi s pomočjo naših pristojnih institucij, denimo, čim bolj ozaveščati tudi na italijanski strani ljudi, s katerimi sobivajo in tako naprej, o obeh plateh zgodovine, predvsem o tisti, ki je njim zamolčana. In jaz samo lahko rečem, da bomo tudi na okviru zunanjega ministrstva vedno, ker pač v okviru svojih pristojnosti, vedno, kadar bo možno, na te zadeve opozarjali. Opozarjali na to, da se ne smejo ponoviti zadeve, ki smo jih, upam, pustili za sabo v prejšnjem stoletju. Tako da tudi sam bom, ko bom kdaj nastopil v Sloveniji, denimo govoril z
mladimi ljudmi v šolah, na univerzi, ko bomo kakšno priložnost na kakšni drugi prireditvi opozarjal prav na to, da Slovenci moramo zavedno seveda gledati na našo zgodovino kot na zgodovino boja tudi proti fašizmu in da je to bilo nekaj izredno pomembnega, da je to pravzaprav pripomoglo k temu, da imamo danes to združeno Evropo brez teh totalitarizmov in da na te vrednote in ta boj in te žrtve, ki smo jih podali v tem boju, pa tudi v teh strahotnih časih ne smemo nikoli pozabiti. Tako da to je zelo pomembno, da se zavedamo, da se lahko zgodovina zelo hitro ponovi, če ne bomo, kot ste sami rekli, ozaveščali vseh nas ponovno, vedno znova, predvsem pa tudi mlade generacije o teh stvarih. Tako da to bi bil na nek način moj odgovor. Hvala lepa. Hvala lepa, minister. Kratek komentar, ker je tukaj imamo predstavnike Ministrstva za zunanje zadeve. Prihodnje leto bo 100. obletnica od požiga Narodnega doma in 100. obletnica od podpisa Rapalske meje. Ne smemo zamuditi priložnosti, da do takrat dejansko pomirimo strasti in da tema dvema dogodkoma damo pravi prostor v naši zgodovini. Kolegice, kolegi, želi še kdo postaviti vprašanje ministru za zunanje zadeve? Vkolikor ne, zaključujem to točko dnevnega reda in se sodelujočim zahvaljujem. Prehajamo tako na drugo točko dnevnega reda, to je predlog zakona o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani. Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora z dne 7. februar 2019. 12.2.2019 ste prejeli mnenje zakonodajne pravne službe, ki k predlogu zakona ni imela pripomb. 22.2.2019 pa tudi mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta, ki predlog zakona podpira. Pričenjamo drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo o predlogu zakona. Želi besedo predstavnik predlagatelja. Spoštovani minister, izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Bom bil na začetku kratek, pa če bi kdo želel podrobnejša pojasnila, bom pa seveda jih podal. Kot ste rekli, pred spoštovanim odborom je predlog zakona o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Evropsko unijo na eni strani in njenimi članicami seveda ter Avstralijo na drugi strani. Torej, bistveni element tega okvirnega sporazuma predstavlja okrepitev dialoga in sodelovanja med EU in Avstralijo, kjer se seveda obe stranki ali strani zavezujeta, da boste iskali rešitve za regionalne in globalne izzive. Partnerstvo, ker gre za neko okrepitev partnerstva, temelji na skupnih vrednotah in načelih, kot so demokracija, človekove pravice, temeljne svoboščine, pravna država ter mednarodni mir in varnost. Glavni cilji partnerstva, ki ga vzpostavlja ta sporazum, pa so poleg okrepitve dialoga in sodelovanja predvsem politično sodelovanje pri zunanje političnih in varnostnih vprašanjih, sodelovanje v gospodarskih in trgovinskih zadevah in pa seveda sektorsko sodelovanje. Politično sodelovanje zadeva različna področja, bi rekel tako varnostno vprašanje skupnega interesa, tako boj proti terorizmu, spodbujanje mednarodnega miru in varnosti in seveda druga vprašanja s tem povezana. Pomembno je sodelovanje na področju gospodarskih in trgovinskih zadev. Tu gre za vključitev dialoga o gospodarski politiki, o spodbujanju trgovine in naložb, pri sektorskih gospodarskih in trgovinskih vprašanjih pa gre recimo za sodelovanje na področju kmetijstva, tehničnih ovir v trgovini, da se ti odpravljajo, sanitarne, fitosanitarne zadeve, javna naročila, intelektualna lastnina. To so področja, ki so tukaj zajeta. V sektorskem sodelovanju je še posebej naslovljeno vprašanje podnebnih sprememb, migracij, vprašanje azila, turizma, raziskav, inovacij, izobraževanja, kulture, tudi konzularne zaščite, varstvo osebnih podatkov, boja proti organiziranemu kriminalu in nenazadnje boja proti kibernetski kriminaliteti ter vprašanje pravosodnega sodelovanja. Tako da vidimo, da pravzaprav ta okvirni sporazum prinaša številne dobre zgodbe. Če bomo dobro sodelovali z Avstralijo, odpira se dodatno še nek nov trg in neko sodelovanje na vseh teh področjih.
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas, katerakoli od pogodbenic pa lahko v pisni obliki uradno obvesti drugo pogodbenico, da ga bo odpovedala, če se bo tako odločila. Sklenitev tega okvirnega sporazuma ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov in za izvajanje bo seveda skrbela Vlada Republike Slovenije in kar je še pomembno, za izpolnitev tega okvirnega sporazuma ni potrebno zagotoviti finančnih sredstev v našem, torej slovenskem proračunu. Hvala. Želi besedo tudi predstavnik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve v Državnem svetu, gospod Bogomir Vnučec, izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Tudi naša komisija predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med EU in pa Avstralijo podpira in da se ne bi ponavljal, isto velja tudi za Novo Zelandijo, ki je pa naslednja točka. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na razpravo in glasovanje o posameznih členih predloženega zakona. Predlagam, da po končani razpravi glasujemo o vseh členih skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? Ugotavljam, da ne. Torej dajem besedo poslankam in poslancem. Kot prvi se je k besedi prijavil gospod Primož Siter. Izvolite, imate besedo. Ja, hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Izpostavil bi eno od točk, ki ste jo, zunanji minister, izpostavili sami, zunanje politična in varnostna vprašanja. Torej je eno poglavje, o katerem se bomo pogovarjali s partnerico. Zdaj, dajmo si ne zapirati oči in si nalit čistega vina. Avstralija z obravnavo varnostnih vprašanj ni primer dobre prakse. Še v lanskem letu, konec leta smo lahko brali o njihovi obravnavi beguncev na otokih Manus, Nauru in to so res grozne zgodbe in poročila o 10-letnikih s suicidnimi težnjami in tako naprej. Tako da Avstralija sama po sebi ni, poudarjam zopet, primer dobre prakse, kar se tiče obravnave beguncev. Na teh otokih jim kratijo pravico do zdravstvene oskrbe, do varnosti nasploh in to je eno vprašanje, ki ga je treba dvigniti, če se pogovarjamo z Avstralijo o varnostnih in zunanjepolitičnih vprašanjih. Poleg tega Avstralija ima svojo zgodovino obravnave staroselcev. Sami so rezultat, Avstralija država, kot jo poznamo danes, je rezultat migracij. Njihov odnos do staroselcev, do aboriginov, pa je tudi eno poglavje, o katerem bi lahko na dolgo in široko razpravljali. Zdaj, moje vprašanje v bistvu je, kakšen način se bomo z njimi pogovarjali, bomo mi njihovo prakso sprejeli, se bomo Evropa, ki tudi ima svoje otoke, Lampeduso in tako naprej, bomo mi njihovo politiko preučevali in gledali, kje se lahko učimo mi od njih, ali se bodo oni poskušali učiti od nas. Tudi mi imamo, kot rečeno, Lampeduso, imamo žice postavljene med suverenimi evropskimi državami in ljudi, ki se utapljajo v Kolpi. Hvala lepa. Spoštovani, želi še kdo postaviti vprašanje? Vkolikor ne, spoštovani minister, imate besedo, izvolite. Hvala lepa. Jaz mislim, da je vprašanje na mestu. Je zelo pomembno. Gre za vprašanje, kako bomo v sodelovanju z Avstralijo naslavljali to vrstno vprašanje. Vemo, da tudi znotraj Evropske unije, ko ste sami rekli, poteka večkrat razprava o teh vprašanjih. Jaz verjamem, da bo ravno to sodelovanje z Avstralijo glede obravnavanja varnostnih vprašanj, predvsem pa migracij, ki sem jih tudi omenil, tudi azila in podobno, sprožil razpravo o teh zadevah. Kajti bolj, ko bomo morali vzpostavljati neko sodelovanje, bolj bomo morali ugotavljati, kaj kdo počne dobro ali slabo ali slabše ali boljše. In zato mislim, da bodo ravno ti razgovori, ki jih bomo imeli na tej ravni, omogočali, da bomo lahko tudi medsebojno kritični v smeri, da konstruktivno prispevamo k izboljšavi razmer. Tako sem prepričan, da bo tudi možnost, da Slovenija v tem okviru naslovi kakšno vprašanje z tega vidika, ki ste ga postavil. Če pa seveda ni nekega okvirnega sporazuma, če potem ni nekega neposrednega sodelovanja in dialoga,
pa seveda ne moremo na tak način teh vprašanj naslavljati in zato verjamem, da bo ravno ta okvirni sporazum prinesel tukaj dodatno možnost v tej smeri. Tako da zagotavljam, da se bomo tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve tem vprašanjem posvečali. Seveda moramo pa najprej sprejeti ta okvirni sporazum in pričeti s sodelovanjem. Hvala lepa. Če ni več pobud oziroma vprašanj, prehajamo na glasovanje o vseh členih predloga zakona skupaj. Torej, začenjamo z glasovanjem. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za 12 glasovi za in nič proti, členi so sprejeti. Torej, s tem tudi zaključujem drugo točko dnevnega reda. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, na predlog zakona o ratifikaciji partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani. Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora z dne 7.2.2019. 12. februarja ste prejeli mnenje zakonodajne pravne službe, ki k predlogu zakona ni imela pripomb. 22.2. pa tudi mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta, ki predlog zakona ravno tako podpira. Pričenjamo drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo o predlogu zakona. Spoštovani minister, želite besedo? Izvolite. Hvala, čisto na kratko. Za ta sporazum z Novo Zelandijo velja, kot bi rekel, smiselno, pravzaprav vse, kar sem prej povedal, tudi za sporazum z Avstralijo. Glede formalnih prvin je vse enako, glede veljavnosti, zaveze, finančnih posledic in tako naprej. Glede vsebine pa tudi zelo podobno. Ta sporazum sklepamo zato, da bomo sodelovali na praktično skoraj vseh teh področjih, ki sem jih že omenil. Naj dodam še posebej področja raziskav, inovacij, informacijske družbe, potem sodelovanje na področju izobraževanja, kulture in neposrednih medčloveških povezav in pa sodelovanje na področju trajnostnega razvoja energetike in prometa. So pa zajeta še vsa ostala področja, torej gospodarstvo, trgovina, pravosodje, svoboda, varnosti, podobno kot pri prejšnjem sporazumu, tako da predlagam, da tudi ta zakon o ratifikaciji odbor podpre iz smiselno podobnih razlogov kot prej pri prejšnji točki. Hvala. Torej, prehajamo na razpravo in glasovanje o posameznih členih predloženega zakona. Predlagam, da po končani razpravi glasujemo o vseh členih skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? Ugotavljam, da ne. Torej, dajem besedo poslankam in poslancem, vkolikor je želja po razpravi. Ugotavljam, da ni želje. Torej, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o vseh členih predloga zakona skupaj. Začenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje in ugotavljam, da za 12 glasovi za in nič proti so bili členi sprejeti. Ker k predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, odbor za zunanjo politiko predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem besedilu in ga tudi sprejme. Odbor bo zboru pisno poročal. S tem tudi zaključujem tretjo točko dnevnega reda. Prehajamo na četrto točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi mednarodne fundacije EU-LAC. Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora z dne 7. februar 2019. 12.2. ste prejeli mnenje zakonodajne pravne službe, ki k predlogu zakona ni imela pripomb. 22. februarja pa tudi mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta, ki predlog zakona podpira. Pričenjamo torej drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo o predlogu zakona. Spoštovani minister, imate besedo, izvolite. Hvala lepa. Torej, pred vami je predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi mednarodne fundacije med Evropska unija, Latinsko-ameriške države in Karibi, to je ta kratica LAC, ki jo bom tudi sam uporabljal. Naj poudarim, da ta sporazum ne ustanavlja neke nove entitete, ampak samo spreminja pravno naravo že delujoče fundacije v mednarodno organizacijo. Ta fundacija EU-LAC ima že nekajletno zgodovino,
Kot veste, pobuda za njeno ustanovitev se je pojavila med slovenskim predsedovanjem Svetu EU leta 2008, ko je v Limi potekal vrh EU-LAK. Fundacija je bila nato ustanovljena 2011, ima sedež v Hamburgu, do sedaj je sodelovala po nemškem pravu. Sporazum je pravzaprav večstranska pogodba, ki jo je sklenilo 28 držav članic Evropske unije ter 33 članic držav CELAC. Za podpis je bil odprt, torej možnost podpisa je bila odprta do 25. oktobra 2016 na ministerskem zasedanju EU CELAC v Santo Domingu. V imenu Slovenije ga je podpisal stalni predstavnik Republike Slovenije pri EU 9. novembra 2016 v Bruslu. Zdaj, za uveljavitev sporazuma je potrebno 8 ratifikacij na strani držav članic EU in 8 na strani držav članic CELAC ter ratifikacija v Evropskem parlamentu. Doslej ga je sicer ratificiralo že 14 članic Evropske unije in 9 držav LAK. Evropski parlament ratifikacijskega postopka še ni zaključil. Kot veste, glavni organ odločanja je svet guvernerjev, v katerem so predstavniki držav članic. Predsednik fundacije je Leonel Fernandez Reina, nekdanji predsednik Dominikanske republike. Ključni namen in cilj fundacije je prispevati k krepitvi partnerstva med EU in LAK, in to predvsem na nevladnem področju, s povezovanjem na področjih civilne družbe, kulture, znanosti, raziskovanja in izobraževanja. Nemčija je država gostiteljica, ki zagotavlja logistične pogoje. Fundacija se financira iz prostovoljnih prispevkov in največja donatorka je zaenkrat Evropska komisija. Prostovoljne prispevke pa običajno namenja še približno 10 držav iz obeh regij. Proračun za 2019 znaša 1,6 milijona evrov in seveda Slovenija se za finančni prispevek za zdaj še ni odločila, je pa s fundacijo začela sodelovati pri organizaciji prvega dneva LAK, ki je bil izveden 22. marca 2018. Tesno sodelovanje s fundacijo Ministrstvo za zunanje zadeve načrtuje tudi pri izvedbi drugega dneva LAK, ki bodo potekali približno, torej predvidoma maja 2019, in tudi to vrstno sodelovanje se lahko razume kot nekakšen v narekovaju in-kind prispevek. Naj povem še na koncu, da v Sloveniji je bila poleti 2018 odprta tako imenovana referenčna knjižnica fundacije EU-LAK v okviru knjižnice FDV. V državah EU in LAK obstaja že 33 takih knjižnic, ki omogočajo digitalni dostop do publikacij fundacije najširšim javnostim. Tako da, če povzamem, smo lahko veseli pravzaprav, da je ta organizacija, torej ta fundacija, za katero se je pobuda pojavila prav v času našega predsedovanja svetu EU, nekako da je zaživela, da živi svoje življenje, da je v korist nevladnim organizacijam, kulturi, znanosti, raziskovanju, izobraževanju, in jaz predlagam, da seveda ta zakon o ratifikaciji tega sporazuma odbor podpre. Hvala. Besedo dajem gospodu Bogomirju Vnučecu, se opravičujem, predstavniku Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve v Državnem svetu. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. Naša komisija podpira predlog zakona, še zlasti se nam zdi pomembno, da Slovenija sodeluje v asociacijah tudi kot taki, kot fundaciji v Latinski Ameriki, že zaradi številčne slovenske skupnosti, ki prebiva v tej regiji, zato podpiramo ta predlog. Hvala. Torej, prehajamo na razpravo in glasovanje o posameznih členih predloženega zakona. Predlagam, da po končani razpravi glasujemo o vseh členih skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? Ugotavljam, da ne. Torej, kolegice, kolegi, razprava je odprta. Nihče ne želi razpravljati, zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje, kot že rečeno, o vseh členih predloga zakona skupaj. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje in ugotavljam, da z 10 glasovi za in nič proti
so bili členi sprijeti. Ker v predlogu zakona ni bil sprijet noben amandma, odbor za zunanjo politiko predlaga državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem besedilu in ga tudi sprejme. Odbor bo zboru pisno poročal. S tem tudi zaključujem 4. točko dnevnega reda in se sodelujočim pri tej točki zahvaljujem. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, predlog zakona o ratifikaciji protokola o spremembi odstavka 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in protokolu o spremembi 56. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu. Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora z dne 25. januar 2019. 12. februarja ste prejeli mnenje zakonodajne pravne službe, ki k predlogu zakona ni imela pripomb. 22. februarja pa tudi mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta, ki predlog zakona podpira. Pričenjamo drugo obravnavo predloga zakona, po kateri bomo opravili še razpravo o predlogu zakona. Besedo torej dajem dr. Alojzu Krapežu, vodji sektorja za letalstvo, iz Direktorata za letalstvo in pomorski promet na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke, poslanci. Kot je razvidno iz obrazložitve, je na 39. skupščini Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, ki je potekala v jesenskem delu 2016, prišlo do spremembe Konvencije o civilnem letalstvu in sicer v A odstavku 50. člena in 56. člena, kjer se povečuje število članov v svetu te organizacije, ki je najvišji organ upravljanja in nadzora med dvema skupščinama, in pa druge največjega dela in pomembnega dela, to je Air Navigation Commission, to je bolj strokovnega dela te organizacije, kjer se povečuje število članov iz 19 na 21. Povečanje je skladno in primerljivo z drugimi organizacijami, naprimer IMO, International Maritime Organization, in je smiselno predvsem zaradi tega, ker se je število držav članic od tistega časa, ko so bila te števila 36 in 19 določena, število članic te organizacije povečalo iz 156 na 192. Povečanje števila članov sveta in Air Navigation Commissiona, se pravi navigacije za zračni promet, je smiselno in v izrazitem interesu tudi Republike Slovenije, saj gre po principu rotacijskega članstva tudi večja možnost, da Slovenija postane ponovno v doglednem času, to je približno 10 do 15 let, spet članica tega pomembnega telesa. Ta mandat smo imeli v mandatu 2010-2013. Naslednji mandat pričakujemo v letu 30 do 35. S tem povečanjem bi ta cilj dosegli, zato predlagamo, da Državni zbor oziroma pristojni organ, to je odbor za zunanjo politiko, predlog sprejme. Ratifikacija protokolov ne zahteva dodatnih finančnih sredstev v proračunu, protokola se ne usklajuje zakonodaje Evropske unije in ratifikacija protokolov ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na razpravo in glasovanje o posameznih členih predloženega zakona. Predlagam, da po končani razpravi glasujemo o vseh členih skupaj, ali kdo temu nasprotuje, ugotavljam, da ne. Torej, spoštovane poslanke, poslanci, imate besedo. Ugotavljam, da ni interesa, torej zaključujem razpravo. Prehajamo torej na glasovanje o vseh členih predloga zakona. Začenjamo z glasovanjem. Glasovanje poteka. Zaključujem z glasovanjem in ugotavljam, da z 13 glasovi za in nič proti so bili členi sprejeti. Dovolite mi, da ker k predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, odbor za zunanjo politiko predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem besedilu in ga tudi sprejme. Odbor bo pisno poročal. S tem zaključujem 5. točko dnevnega reda. Dovolite mi, da zaradi odsotnosti predstavnikov vlade pri 6. točki uporabim 65. člen poslovnika in preskočimo to točko, torej prehajamo na 7a. točko dnevnega reda. To je dopolnjen predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije
v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019 in juni 2020. Predlog deklaracije odbor obravnaval že na 16. seji in sicer 15. februarja 2019. Danes pa se moramo na podlagi 4. odstavka 154. člena Poslovnika Državnega zbora opredeliti do vloženega amandmaja poslanske skupine. K dopolnjenemu predlogu deklaracije je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora z dne 21.2.2019, je amandma 26.2. vložila poslanska skupina Levica. Kot gradivo ste 27. februarja prejeli tudi pregled vloženega amandmaja. Besedo dajem predstavniku predlagatelja amandmaja. Ne. Se pravi, da predstavnika predlagatelja amandmaja danes z nami tukaj ni. Torej, želi besedo predstavnik vlade. Besedo dajem torej generalnemu direktorju Direktorata za notranji trg, gospodu Francu Stanovniku. V redu. Minister, spoštovani minister, torej dam najprej vam besedo, kolikor bo še želja, prosim, da se oglasite. Pri tej točki očitno nismo ravno usklajeni. Spoštovani minister, imate besedo, izvolite. Hvala, ja. Se bom zelo kratek. Po oceni našega ministrstva amandma poslanske skupine Levice na dopolnjeno besedilo predloga deklaracije ni sprejemljiv. Ta amandma gre namreč v smeri, da naj bi Slovenija z vetom blokirala celotno trgovinsko politiko Evropske unije. Ta amandma oziroma amandma z enako vsebino je bil že zavrnjen na odboru za zunanjo politiko dne 15.2. Nato pa je bil koalicijski amandma sprejet na isti seji odbora za zunanjo politiko in prav ta koalicijski amandma je pomenil nek kompromis, ker je že v največji možni meri upošteval predloge Levice. Tako da naj ponovim, da ta amandma po naši oceni ni sprejemljiv, seveda pa za vsebinske podrobnejše razloge pa lahko seveda še kolega z MGRT-ja ali kdo drug pove kaj več. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo pri tej točki? Ugotavljam, da ne. Torej, ker ni več interesa za razpravo, se opravičujem. Ker ni interesa za razpravo,